Če sodite v skupino 50% Slovencev, ki imajo težave s povišanim krvnim tlakom, potem je tale oddaja kot nalašč za vas. S Terezo sva danes skupaj v naši kuhinji, kjer smo seveda zašli hitro v Hoferja in nabrali vse sestavine, da lahko danes pripravimo recept, ki je namenjen vsem tistim, ki imate res že težave s povišanim krvnim tlakom. Tereza, lepo pozdravljena. Živja. Ti se spoznaš na vse, kot vedno, in za danes imaš en tak zelo poseben, tak kompleksen ime, pravzaprav ima tale recept, je pa izjemno enostaven. Izjemno enostaven, je pa zelo tak zanimiv, zaradi tega jaz sem to poslovenila in sem rekla, da je to zebrasta pesa, zebrasta pečena pesa. Imenuje se pa po angleško Hasselback, ki je v bistvu tehnika za rez v lahko krompir, peso, korenček, karkoli, sladek krompir. Ker sem te hotela vprašati, da so to čez kakšno uvno mašino dala čez? Ne, nisem. Ročno rezati. V bistvu je, evo, se pravi, tukaj imamo peso, jaz sem jo že prej pokuhala in tako gre pol tudi lažje dol koža in jo samo olupimo. Zakaj Hasselback? Zaradi tega, ker je to ime nastalo v bistvu v Štokholmu, na Švedskem. To je en kuhar iznašel v restauraciji Hasselbacken in zaradi tega se imenuje Hasselback. Ampak mi bomo temu rekli zebrasta pesa. Ok. No, mi smo se seveda odločili, da naredimo ta recept predvsem zato, ker je hrana ena izmed glavnih faktorjev, ko govorimo o tem, kako lahko sami sebi pomagate, da nimate težav, ko govorimo o povišanem krvnem tlaku. Torej, ena izmed stvari je definitivno hrana, na drugem mestu pa opuščanje nekaterih navad in predvsem se priučiti tiste navade, ki vam bodo pomagale, da ne boste imeli več tako težav. Dajmo si pogledati še recept, torej za vse tiste, ki si želite zdaj zapisati, preveriti, kaj je pravzaprav Tereza pripravila za zebrasto, pečeno peso z jogurtom in pa tofu pestom. Ja, torej notri seveda vse je s kraljico peso se začne. Zakaj si izbrala peso, ne? Glih zaradi tega, ker govoriva v povišanem krvnem tlaku. Pesa je polna z železom in z nitrati, ki pa naj bi zmanjševali krvni tlak oziroma pomagali. Tako da sem zbrala kraljico najinega krožnika danes. In evo, lahko nadaljujem, to je se pravi pokuhana pesa, tam sem jo kuhala okoli pol urce, 40 minut. In ko jo olupimo, gremo samo takole z res ostrim nožem. Aha, torej ne čisto do konca, ne? Čisto do konca, da se še drži in zarežemo in potem bo to šlo v pečico na 200 stopinjah. Malce prelijemo z olivnim oljem, soljo, lahko dodamo še kakšne začimbe. Zdaj, ko govorijo o soli, pri krvnem tlaku moramo zelo paziti. Zdaj, če pa že jo uporabljamo, pa ti praviš, da je fajn himalajska, ne? Himalajska, tako je, pa res dodamo en ščepec soli, ker pesa je že sama po sebi ima tak zemeljski okus in malo sladkast, tako da sol je potrebna res tako ščepec, minimalno. Kaj pa začimbe, prej si jih omenila? Začimbe lahko kakšno papriko dimljeno dodamo ali pa kumino recimo je tudi super, sploh za visok krvni tlak. Tako da to. Kakšna koper, bazilika tudi verjetno paše, ne, tako zraven? Zdaj raba pekaček, ga imamo tukaj. Pekač, ok. Aha, seveda, to gre zdaj v pečico. To gre zdaj v pečico, damo na peki papir ali pa kar takole. Malo potisnemo s prsti, da se razpre in prelijemo s kančkom olivnega olja. Tudi ni treba pretiravati, ker moramo tudi paziti glede vnosa maščob. Kanček soli. Pa tukaj ima še špinačo, ne? Pa še špinačo. Veš, kaj mene to spominja? Tudi pravijo, ne, ponovadi ljudje, ki imajo težave s povišanim krvnim tlakom, se morajo poslužiti mediteranske diete, ne? Tako je. Tam je v bistvu zelo veliko olivnega olja, pa zelenjave. Veliko zelenjave, se pravi klorofil. To je number one, ki pospešuje krvni obtok in tako preprečuje krvne strdke. Tako da zdaj bova nadaljevali v bistvu z tofu pestom, se pravi medtem, ko se pesa peče, lahko midve nadaljujeva s pestom. Uporabljava Tereza Ščojs tofu, bučnega, lahko tudi naravnega od Hoferja in ga samo dodamo v multipraktik. Aha, takole malo ga razdrobim. Eno pest špinače, to lahko zamenjamo tudi s kakršnokoli zeleno živilo, se pravi kodrolisni ohrovt, blitva, karkoli. Tako da dodava to.
Kaj imamo še? Še olivno olje, še limono, tudi super pomembno, vitamin C pri visokem krvnem tlaku, tako da dodava malček limoninega Vse te sestavine, soka. drage gledalke in cenjene gledalke, najdete, gledalke, zakaj sem mislila, da sam gledalke kuhamo, ker ni res, ne? Smo vse tudi fantje, zdaj taki masterchefi, nekateri še celo boljši, kot pa mi. Vse sestavine torej najdete na Hoferjevi tržnici oziroma pod znamko Naturaktiv za vse tiste, ki so bio. Tako da veste, mi zbiramo samo take. Tukaj v naši kuhinji nam to najde čisto nič tazga, tako neki, ne? Tereza, ti si sploh malo občutljiva na te stvari. Ja, tako da Bom rekla, da si zelo natančna. Natančna, vse v mejah normale. Tudi nočem, da postane dieta nekaj rigidnega, kjer se pol še je to dodaten stres. Trpimo, to je trpljenje. Kar je tudi to zviševanje krvnega tlaka, je stres, tako da ne, hrana mora biti nekaj, kar uživamo, v katerem radi to pojemo, ne da je v bistvu neko trpljenje, zdaj moram pa pojesti, ne vem. Okay. No, za vse tiste, ki imate težave s krvnim pritiskom oziroma ne veste, če jih imate, za vas imamo eno luštno tabelo, si jo lahko tudi pogledate in torej ugotovite, kam sodite. Ne? Zdaj, kar je več kot 129, vidite, da je v bistvu že lahko težava, v bistvu ne, že od 121 je že povišan, je že rumen znak, to že ni več ok. Ne? Takrat je treba že ukrepati in ne čakati torej na tisto krizo, ko nastopi tam rdeča barva. Torej, že pri rumeni je potrebno ukrepati oziroma realno, ne, Tereza, verjetno se bo strinjala z mano, preventiva, ne? Preventiva. Je bolja kot kurativa, torej že vsi tisti tudi zelenčki, ki imamo čisto ok krvni pritisk, je fajn, da se torej držimo določenih predlogov, da poskrbimo torej za naše zdravje. Tako, česen tudi deluje zelo protivnetno, tako da v pesto ga bomo dodali. Vmes sem še dodala začimbe, bazilika, peteršilj. Tako da tukaj smo zdaj zamenjali oreščke z tofujem. Ker je pesto načeloma s pinjolami, ampak bo taka, v bistvu, bo kremasta omakica. Super, no. In to zdaj zamiksamo in sproti dodajamo olivno olje. Torej olivc se bo dodajal. Vmes sem še dala sol in poper. Sol, poper, okej. Torej, olje se kar skupaj doliva, ne? Kako? Olje se skozi dodaja, počasi. Zdaj, če bi hotel tole omakco malo bolj redko, lahko dodamo še kakšno rastlinsko mleko. In ti boš to dodala, ok. Kar upoštevite na svet masterchefinje, ne? Torej, dajte dodati. Evo. In tofu pesto je pripravljen. Tofu pesto je pripravljen. Zakaj sem dodala tofu? Ker je super v bistvu živilo za vegane tudi in super vir beljakovine. Beljakovine, torej vse tiste, ki si ne morete privoščiti recimo kakšnih mlečnih proizvodov, je potem varianta, da zamenjamo torej za kakšno, oziroma tudi za meso, ne? Ja. Predvsem za meso. Tako da zdaj imamo tukaj omakco narejeno, lahko kar servirava na najin krožnik. Kolele, izvoli. Naredila bova podlago z grškim jogurtom. Zdaj, če ste vegani, lahko zamenjamo z kokosovim. Ja, ali pa kokosov jogurt tudi. Tako da to bo v bistvu takrat ena posteljca, ena žlička. To, ker ni moja kuhna. Počuti se kot doma. Sam ne pospravlja, to pa lahko jaz. Ok, super. Evo, kar takole dodamo. Prej lahko še malo jogurt. Dodamo začimb. In pesa je čudežno že pečena. Ok, ja, mi da so to malo pohitrile postopek, funk, ja. Dodava kar po vrhu peso. In res fino je, da se pesa kar peče kakšnih 45 minut do 1 ure. Kuhamo najprej že 40, potem pa še spečemo. Kuhamo, tako kot sem pokazala, olupimo, naredimo te zarezice in potem spečemo, da se res takole skaramelizira po vrhu. Skaramelizira, vidite? Jaz to še nikoli nisem v življenju jedla, tako da poznam peso v solati, to je pa v bistvu edini način, da bi jo pa takole kot... Glavno je dejansko lahko jedla, to pa evo, še nisem poskusila. Zvezda, da ni zrezek, a ne? Kaj še, rabiš kaj? Še eno žličko, da tole Mislim, da imamo tukaj še
Evo, tale v redu, rabiš kakšno večjo? Ne, super. Lahko tudi večja, evo, lej. Evo, in Po dodamo želji. sem tole po vrhu. Aha, to je kot ena taka omakca. Tako. Omakca. Pa zdaj lahko po vrhu dodamo še kakšne narezane mandle, lahko kar dodaš še kakšne par listov začimnic. Začimnice, ok, Ja, dodajamo. baziliko ali pa peteršilj. Dobro. A to, kar takole malo damo po Ja. strani, samo tako, da malo pozgleda. Joj, spoli sem To masterchef. je zdaj Evo. tvoje platno. Jaz bom rabila še par ur s tabo preživeti v kuhinji. Evo ga, malo popra. A če kar poskusiti? Lahko. Veš, jaz sem že tako lačna zdaj, da... Še malo ljučka. A to kar tako lahko zarežem? Kar Tereza? zarežeš, koliko je en zrezek, sam da je... Dajmo si sam pesa. pogledati tole. Takole, kako je to čudovito. Mislim, res izjemno apetitnih. Opala. Lepo. Ja, pesa že leti k Že meni. leti Ja, vidiš, to je to, ne? v tvoj objem. Takole, v moj objem. Še jaz. Čakaj. Aha, takole bomo malo prerezali. Pa takole. Zdaj sem kruna, veš, masterchefka poskušam. Boš povedala oceno? Wow. Soli sploh ne rabva, a ne? A sploh dala kaj? Minimalno, ne? Medtem, ko se je pekal. Tole je pa nekaj fantastičnega, zelo posebni okusi, ki jih nisem vajena, ampak zelo dobri in tole grem kar jesti. Tako da, Tereza, hvala za obisk še enkrat. Hvala za Torej, povabilo. gledalci, da ste ostali z nami in seveda upam, da dobili kakšno idejo več za vse tiste, ki imate torej težave s povišanim krvnim tlakom. Lepo se imejte in dober tek.